Živijo in dobrodošel v Parkside delavnici. Moje ime je Filip. V današnjem DIY-ju ti bom pokazal, kako lahko zgradiš suhomontažno steno. Zato bomo zgradili leseno okvirno steno, ki jo bomo na eni strani obložili z enim slojem mavčnih plošč, na drugi strani pa z dvojnim slojem OSB plošč in mavčnih plošč ter zafilali do kakovostne stopnje 2. Pri OSB ploščah lahko lažje stvari preprosto privijačiš na steno in ne potrebuješ sider. Poleg tega bomo zgradili suhomontažno steno s kovinskimi profili, ki bo na eni strani enostavno, na drugi strani pa dvojno obložena z mavčnimi ploščami. Dvojna obloga zagotavlja večjo stabilnost in lahko s primernimi vložki prenese tudi večjo obremenitev. Površino smo izravnali do kakovostne stopnje 3 in z barvno brizgalno pištolo nanesli en sloj barve. Vsa potrebna orodja in materiale najdeš kot vedno spodaj v navodilih za izdelavo. Pri obeh vrstah sten najprej začnemo z izdelavo osnovnega ogrodja. Zato potrebujemo natančno poravnavo stene. To označimo s svinčnikom, merilnim trakom in laserjem na tleh, steni in stropu. Če je središčna črta pravilna, se lahko lotimo kovinskega okvirja. Obstaja veliko vrst kovinskih profilov. Najpogosteje uporabljeni so UV profili in CV profili. CV se uporablja za steno in za vertikale, UV pa za tla in strop. Profile lahko enostavno skrajšaš na želeno dolžino s kleščami za pločevino. Preden priviješ profile, na spodnjo stran nalepiš še en izolacijski trak. Ta služi temu, da zmanjša hrup. Nato priviješ profile. Uporabi pritrditev, ki je primerna za sestavo tal, sten in stropa. Ko so okvirji pritrjeni, lahko CV profile postaviš v UV profile in jih namestiš na želeno mesto. Ni jih treba privijačiti. Pomembno je le, da so vsi CV profili obrnjeni v isto smer. Vse odprtine morajo kazati v isto smer. Ko so vsi deli postavljeni navpično, je ta okvir končan. S tem se premaknemo k leseni konstrukciji. Naši tramovi so že odrezani. Tisti tramovi, ki se dotikajo drugih delov, bodo spodaj prav tako dobili trak za izolacijo. Potem poravnaš spodnji nosilec z osrednjo črto, tudi stenski nosilec in oba privijačiš. Nato privijačiš še stebre na zgornji nosilec. S tem je tudi drugi okvir končan. Naslednji korak je oblaganje. Plošče namestiš s svetlo stranjo naprej. Preprosto jih priviješ na okvir. Vsaka vrsta strojne konstrukcije potrebuje posebne vijake. Kovinska strojna konstrukcija potrebuje vijake s finim navojem, lesena strojna konstrukcija pa vijake z grobim navojem. Obe vrsti vijakov sta fosfatno prevlečeni. To pomeni, da sta odporni proti koroziji, saj mavčne plošče vpijajo vlago. Preden priviješ, pazi, da ostanejo 3 mm razmaka med oblogo in tlemi, da se udarni zvok ne prenese na steno. Mimogrede, en element metra je 3,5 mm debel, kar je torej dobra mera za razdaljo. Pomembno je, da se izognemo križnim fugam. V tem primeru se mora ozka plošča prilegati zgornjemu robu, medtem ko se ta reža premakne navzdol. Rezanje mavčne plošče poteka tako, da zarežeš površino, nato pa lahko ploščo enostavno prelomiš. Vsak robni spoj potrebuje posnet rob, da kasneje dobro sprejme izravnalno maso. Ta posnet rob naredimo preprosto z olfa nožem. Ko je zadnja stran obložena, lahko izoliramo posamezna polja, to naredimo s kameno volno. Če nameravaš položiti električne kable, je zdaj pravi čas za to. Zato moraš tukaj še izvrtati luknjo. Nato lahko kable enostavno potegneš skozi te izreze v CV profilih. Po izolaciji lahko to stran obložiš na enak način kot zadnjo stran. V
Pusti pri tem tudi približno 3 mm razmika do stene, da se bo tudi tukaj zvok izoliral. Zdaj začnemo kitati. Mrežni trak preprečuje nastanek razpok in ga moraš vdelati vsak spoj. Ne pozabi takoj po kitanju očistiti svojega orodja, saj to gre veliko lažje, dokler je izravnalna masa še sveža. Ko je stena suha z velikim gladilom, pojdi čez vse neravnine, da bo stena dobro pripravljena za drugi sloj. In zdaj gremo naprej k OSB steni. OSB plošče zdaj preprosto privijačiš na podkonstrukcijo. Strani imajo povezavo z utorom in peresom, pri čemer najkrajša stranica utora vedno gleda proti podkonstrukciji. Zdaj seveda uporabiš vijake z grobim navojem, da pritrdiš ploščo. Ne pozabi pustiti 3 mm razmaka do tal. Ko so plošče pritrjene, lahko votline zapolniš z izolacijo, pri tem pa ne pozabi na zaščitno opremo. Če želiš napeljati kable v svojo steno, je zdaj pravi trenutek za to. Izrezati boš moral odprtine v leseno ogrodje, da boš lahko napeljal kable. Vse te odprtine naredi na isti višini, da boš pri oblaganju vedel, kam ne smeš priviti vijaka. Tukaj ne potrebujemo kablov in lahko nadaljujemo z nameščanjem mavčnih plošč. Te lahko neposredno privijačimo na OSB ploščo. Tudi kovinsko predelno steno bomo na eni strani obložili z dvojnim slojem. Drugi sloj mavčne plošče privijemo z rahlim zamikom fug in sicer z nekoliko daljšimi vijaki s finim navojem. Ko so vsi deli oblečeni s ploščami, je spet čas za kitanje. Za izravnalne površine obstajajo različni kakovostni razredi, Q1 do Q4. Q1 pomeni, da je površina enkrat izravnana in brušena, Q4 pa pomeni, da je bila 4krat izravnana in brušena. Za barvanje mora biti površina najmanj Q2. To pomeni, zdaj bomo še enkrat izravnali in pobrusili. To bo zdaj stena Q2. Najprej jo pustimo, da se dobro posuši, preden jo še enkrat pobrusimo. Zdaj ima ta stena kakovostno stopnjo 2. To pomeni, da bi jo lahko zdaj na primer tapecirali. To steno pa želim pobarvati, zato bi jo raje imel na Q3. To pomeni še enkrat kitanje in brušenje. S tem je stena zdaj skoraj pripravljena. Treba jo je samo še očistiti prahu, torej posesati, da jo bomo nato lahko poškropili. Torej, s tem so naše demonstracijske stene končane. Napiši v komentarje, katera vrsta suhomontažne stene je zate prava in se je kar loti. Zmoreš to!